Dobrodošli na hipnotičnem izzivu. Naslednjih 5 dni se bomo vsak dan srečali in vsak dan govorili o eni temi hipnoze oziroma samohipnoze. Moje ime je Aleksandar Šinigoj, sem avtor uspešnice Moč nezavednega uma oziroma Hipnoza 1 in z vami bi rad naredil preboj. V teh 5 dneh, ko smo skupaj, bi rad, da začnete razmišljati o hipnozi kot o koristnem orodju, da začnete razmišljati o hipnozi kot sredstvu, ki vas lahko hitreje, lažje pripelje do cilja, do rezultata. Kako bo ta naša srečanja potekala? Danes bomo postavili nekaj temeljev, danes bomo ugotovili, kje sploh prihaja različna sugestija do našega nezavednega uma, kako hipnoza deluje. Potem bomo v naslednjem srečanju, jutri, govorili o tem, kaj je prava drža, prava lokacija, pravi prostor in tudi mogoče prava glasba, ki nam lažje, hitreje pomaga, da gremo v neko transično stanje, v stanje samohipnoze. Čez 2 dni, to pomeni, ko bomo jutri spoznali držo in tako naprej, bomo šli z eno konkretno indukcijo v trans, to pomeni, bomo prakticirali, vadili samohipnozo. In potem še zadnja 2 dni nas čaka konkretna sugestija in autohipnoza. Rad bi zaključil z autohipnozo, rad bi zaključil s tem, da je ta hipnoza, ki jo vi izvajate, na tako imenovanem avtomatskem pilotu. Jaz upam, da bo teh 5 dni, 5 srečanj, ki jih imamo na voljo, da bo ta izziv, s katerim si želim, da bo hipnoza prišla čim več domov, med čim več populacije, da bo ljudje dejansko se zavedali, da je to neko zelo, zelo dragoceno orodje, da je to orodje, ki ga tako že uporabljamo v našem življenju, vendar, če ga začnemo uporabljati zavedno, če ga začnemo uporabljati načrtno, če ga začnemo uporabljati z energijo, s strastjo, z željo po neki lastni spremembi, bomo lažje, hitreje in prej naredili neko spremembo v našem življenju. Za tiste, ki boste seveda bili z mano, bom čisto vsak dan podaril eno knjigo, Moč nezavednega uma, in za nekoga, ki bo sodeloval in dejansko čisto vsak dan se potegoval za knjigo, sledi tudi priložnost, možnost, da je izžreban, da dobi pametno uro. Dajmo si pogledati, kaj je sploh hipnoza oziroma samohipnoza. Hipnoza in samohipnoza je način, kako mi uporabimo komunikacijo z nezavednim umom. In v resnici izhaja beseda hipnoza iz grške besede hipnos, ki pomeni spanje. In tudi v preteklosti so dostikrat mislili, da ko nekdo gre v neko hipnotično stanje, spi. Mi pa danes vemo, da to ne drži, da je hipnoza stanje povečane koncentracije, povečanega fokusa. Ko so ljudje v nekem hipnotičnem stanju, so bolj skoncentrirani, bolj fokusirani in slišijo več, slišijo bolj. Tudi bolj pozorni so na določen del komunikacije in seveda se bolj uživijo. In tak zelo plastičen primer hipnoze oziroma samohipnoze je televizor. Ko se usedete pri televizor in gledate vašo najljubšo oddajo, vaš najljubši šport, nekaj, kar vas res povleče, nekaj, kar vas res pritegne. Se zgodi, da pozabite na čas. In to je klasično stanje hipnoze. Se zgodi, da pozabite na osnovne biološke potrebe, dokler res ne postanejo močne. Ja? Se zgodi, da pozabite na mogoče dogovorjene sestanke, na ljudi, ki so okrog vas. Vi ste v resnici v nekem stanju fokusa, koncentracije, povezanosti za tisto oddajo, s tistim televizorom in tako naprej. Isto velja za telefon, za računalnik. Danes, če pogledate, so otroci non-stop v nekem transu, v neki hipnozi in tako dalje. Jaz pa trdim, in to tudi poudarjam v tej knjigi znova in znova, da smo v resnici mi 24 ur na dan, vsak dan hipnotizirani. In kako bom to podkrepil? Bom podkrepil s tem, da če pomislite
ljudje danes, ko se zjutraj zbudijo, začnejo že komunicirati sami sabo. Ko grejo in se vozijo z avtom, komunicirajo sami sabo. Ko se z nekom pogovarjajo in dobijo neko informacijo, to informacijo analizirajo in komunicirajo sami sabo. In vsa ta komunikacija sami sabo je avtohipnoza. Težava te avtohipnoze oziroma samohipnoze je, da ste vi bolj ali manj na nekem ponavljajočem samohipnotičnem ciklu. Kar pomeni, da kar razmišljate oziroma programirate svoj um danes, je velika verjetnost, da boste tudi jutri zelo podobno to počeli. In kar danes počnete, je zelo verjetno, da ste podobno razmišljali včeraj. Torej, če je nekdo včeraj igral vlogo žrtve, bo danes tudi igral in se spet samo hipnotiziral. In prav v tem prvem srečanju, ki ga imamo danes na voljo, sem želel od vas dobiti nekaj, kar je kritično, in to je, da nehate ponavljati stvari, ki nočete, da se vam uresničijo. In to bo tudi nagrada. To meni, če želite danes dobiti priložnost, da ste izžrebani, in še enkrat ponavljam, to meni, danes lahko nekdo izmed vas dobi, nekoga bomo izžrebali, ki nam bo seveda poslal neko povratno informacijo. Ne bom še vedel, kaj je zdaj vprašanje, ker potem boste vsi hiteli in me ne boste poslušali do konca. Jutri bomo isto naredili. In če boste 5 dni zapored poslali, lahko bo to sam ena naredil, je možnost, da boste seveda dobili pametno uro. Da se splača sodelovati v tej našem izzivu, hipnotičnem izzivu, ki bi rad, da se premaknete naprej na tem področju. In zdaj se vračam nazaj v to, kar sem že prej omenil, da vi sami sebe hipnotizirate. To pomeni, navzven, kar rečete, recimo, da pridete zdaj na obisk nekom in rečete, ojoj, veš, kako je meni hudo. Vi zdaj programirate svoj um, vi se samo hipnotizirate. Nič se mi ne da, samo hipnoza. Veš, nekaj se me loteva, samo hipnoza. Kaj pa, korona? Samo hipnoza. Nehajte in to vam dam zdaj izziv, ki bi ga rad za vas je, da nehate negativno hipnotizirati sami sebe za neuspeh, za bolezen, za revščino, za bolečino, za slabe odnose. Nehajte. Začnite hipnotizirati sebe načrtno, konsistentno, vsak dan, zato, da dosežete, dobite to, kar bi radi dobili. Jaz vam povem, ko boste doumeli vrednost samohipnoze, ko boste doumeli vrednost, kako močna je ta hipnotična sugestija, ki jo lahko date sebi in tudi drugim, boste rekli, wow, zakaj me to niso naučili že v vrtcu? Zakaj me tega niso naučili že v prve razrede osnovne šole? Ker to je bazično. Jaz verjamem, da je koristno, da znamo matematiko. Je res, če jaz rečem 5x5, vi mi rečete ven je 25. Če rečem 3x4, rečete 12. Če rečem 14x17, tako daleč nismo prišli. Ne vem, kdo se je odločil, da bo kar 10x10 tista meja, ali pa 11x11, pa konc. Vendar, če se vrnem nazaj na ključno stvar, je to, da nujno bi morali naši otroci in vsi ljudje, ki jih imate radi, obvladati in ozavestiti, da ko hipnotizirajo sebe na način, ki jim ne koristi, da to prinaša slabe rezultate v življenju. In če bi radi drugačne rezultate, če bi radi denar, če bi radi kariero, če bi radi odnose, če bi radi se premakali naprej, je nujno, da naredite tukaj en preboj in premik. Da nehate, da zavestite, tega ne bom več ponavljala. Ker nekdo začne govoriti sugestijo, kot je vsakič, ko pogledam tortico, se redim. Ali pa zvečer si tako močno želim jesti. Ali pa sredi noči ob 2 vstanem in imam tako močno željo, da bi jedla čokolado. In kaj naredijo ljudje? Ljudje to razlagajo svoji prijatelju. No, pozabljajo, da razlagajo svojemu nezavednemu umu. Sami sebi programirate
24 ur na dan. Vsak dan. In kaj je moje povabilo? V tem prvem srečanju, ki ga imamo danes na voljo, bi rad samo to, da ozavestite slabe sugestije, ki si jih dajete znova in znova, in posledično dobivate rezultate, kot jih dobivate v življenju. Če ne dobivate rezultatov, ki si jih želite v življenju, je priložnost, da spremenite komunikacijo sami s sabo. Da nehate to početi. Zdaj, jaz lahko začnem tako, da začnem delati afirmacije. In afirmacije so neka oblika samohipnoze. Težava afirmacije je ta, da mi delamo afirmacijo v beta stanju. Beta stanje je bolj ali manj budno stanje. Če se malo ščipnete v roko, malo pretehnete, boste prišli v neko stanje, ki ni alfa. Ja? In v tem stanju se boste seveda počasneje učili, kot se učite v alfa stanju. In zato bomo mi izvajali hipnozo in samohipnozo z zaprtimi očmi. To bomo zdaj začeli jutri. Naslednji modul, drugi modul, drugo srečanje, ki ga imamo na voljo v tem 5-dnevnem izzivu, bo namenjeno točno temu. Drži, kako bomo začeli in potem bomo pojutrišnjem, v 3. dnevu naredili neko indukcijo ali pa indukcijo, s katero boste lahko seveda višli v spremenjeno stanje. Tako da, danes imam za vas naslednji izziv. In to je na mail info@mastermindacademia.com napišite, katera avtosugestija ali pa samohipnoza, ki si jo večkrat ponavljate, vam ne koristi. Recimo, ena stvar, ki sem jaz rabil dostikrat predelati, je, da ljudje nimajo denarja. To sem skozi ponavljal, ljudje nimajo denarja, ne bojo plačali za to mojo storitev nikoli in tako. In sem bil vedno brez denarja zaradi tega. Zakaj? Ker sem recimo šel na tečaj v tujino, ki je bil finančno zahteven, in potem sem prišel domov, sem to govoril in na koncu sem ugotovil, da v resnici s tem ne pomagam ne sebi, ne drugim, ljudje ne naredijo spremembe, ljudje ne naredijo preboja, in ker ne naredijo preboja, ker se ne premaknejo naprej, je moja odgovornost za to, da bi jim lahko pomagal, pa jim ne pomagam, zato ker jim ne ponudim. Jaz niti nisem ponudil storitve za plačilo, jaz sem na začetku delal vse brezplačno. Težava brezplačne pomoči, brezplačne hipnoze je ta, da ljudje, ki ne plačajo, ne cenijo. In dostikrat se zgodi, da tudi ljudje, ki ne plačajo ali pa ne investirajo, ne bojo naredili preboja, ker ne čutijo, da so naredili neko vrednostno spremembo. In dostikrat se mi danes zgodi, da mislim, to je neverjetno. Ena gospa je prišla, 37 let je kadila in je prišla k meni na hipnozo, da neha kaditi. In ko je prišla v prostor, je rekla: Aleksandar, jaz sem se odločila, nekaj ni več. Jaz resnici sem z njo delal še razne tehnike in tako. Ona je že prišla spremenjena. In zakaj se je spremenila? Ker je investirala, ker je plačala. In to je bila slaba samohipnoza, ki sem si jo jaz sam sebi ponavljal. Jaz sem prišel iz delavnice Tony Robbinsa, investiral, prišel sem iz delavnice Richarda Bandlerja, spoznal sem večino ljudi Miltona Ericksona, to je eden najbolj slavnih hipnotizerjev vseh časov, to so bili njegovi učenci, sem jih spoznal v živo, prepotoval pol sveta in prišel domov v Slovenijo. V Sloveniji ljudje nimajo denarja. In potem sem pogledal nakrog, imajo hišo, popravljeno novo, imajo novo avto, ljudje imajo denar, tisto, kar hočejo. Ja? In izziv, ko sem ga imel, je ta, da bolj ko sem jaz sam sebe hipnotiziral, bolj sem srečeval ljudi, ki niso imeli denarja. In potem sem spremenil to samohipnozo in dodal nove sugestije, ki so bile ljudje, ki investirajo vase, se hitreje spremenijo. Ljudje, ki investirajo vase, ki investirajo v hipnozo, ki investirajo,
so pripravljeni na spremembo. In sem začel tako govoriti. In kar naenkrat so prišli ljudje, ki so bili pripravljeni plačati. In to je bil edini način, da sem jaz lahko živel in šel v trgovino, ker to rečejo, Aleksandar, vse, kar delaš, bi moralo biti zastonj. To je duhovnost. In jaz sem rekel, še en skupiti liter mleka in en kos kruha za mojo družino in en trgovino, bom rekel, poslušaj, to je duhovnost, veš. Me bojo čudno gledali, ker živimo v materialnem svetu, tako izmenjujemo energijo, tako dajemo in dobivamo. In to so bile moje samohipnoze, ki mi niso koristile. Niso mi koristile. To pomeni, jaz sem jih ponavljal, sem igral vlogo žrtve, sem se smilil sam sabo, živimo v Sloveniji, ki je 2 milijonski trg, tukaj je premajhen trg, nas je premalo, bla, bla, bla. To je brez veze. To je bila slaba hipnoza. Slaba samohipnoza. Nič mi ni koristilo. Dokaj nisem naredil spremembe. Dokaj nisem začel drugače govoriti. Dokaj nisem začel govoriti, da je tukaj fantastična priložnost. Ker jaz verjamem, da je. Ljudje dostikrat mislijo, da je Amerika, mi imamo tukaj Ameriko. Mi se ne zavedamo te Amerike. Če pogledate, danes pri nas prepotujemo celo Slovenijo. Tako. Danes, če pogledate oglaševanje na socialnih omrežjih, jaz vem, ker oglašujemo tudi v tujini, je zastonj skoraj pri nas. Danes je recimo veliko priložnosti, da v temu, kar smo, naredimo maksimalno. In to mora biti, recimo, v mojem modelu sveta neka nova avtosugestija, neka nova samohipnoza. In isto velja tudi za vas. Zapomnite si nekaj, ponavljajte stvari, ki bi radi, da se vam uresničijo. Tako da, današnji prvi dan izziva vas vabim, če želite sodelovati na nagradni igri, da napišete na info@mastermind.academia.com. Nagrada seveda nekdo izmed vas, ki ga bomo žrebali, bo dobil knjigo Močne zavednega uma, to je hipnoza 1, to je uspešnica, ki je v resnici zdaj se prodaja non-stop. Mi smo fascinirali, kako ljudje po tej knjigi v resnici posegajo in tudi kakšne povratne informacije dobimo prav za to konkretno knjigo in sem hvaležen. Sem hvaležen vsakič, ko nekdo to knjigo kupi in naroči in potem nam da neko povratno informacijo. Sem res hvaležen, vesel, da s tem služim ljudem. Ljudje tudi sprašujejo, da bo 2 pa 3, ki je že napovedala in je tudi v resnici neke vrste napisana, ma ne še dovolj dobro urejena, tako da bo. Dajte biti potrpežljivi, najbrž ne to leto, ko se zdaj pripravljajo nove druge knjige in bo prišla malo kasneje na vrsto. Do takrat, seveda, ostanite z mano na tem izzivu, dajte ostati z mano in če vas zanima mogoče moje delavnice v živo, se mi pridružite ali pa online. Dajte biti na nek način povezani, če vas zanima, da bi tudi vi naredili preboj v svojem življenju. Torej, vse, kar rabite, je, da napišete na info@mastermind.academia.com, napišite eno sugestijo, ki si jo večkrat ponavljate in vam ne koristi. Pohitite, ker nekoga izmed vas bomo izžrebali. Torej, napišite info@mastermind.academia.com, napišite na subject sugestija, ki mi ne koristi in na spodaj napišite, večkrat znova si govorim, da nisem vredna, nisem lepa, da ne privlačim prave tipe, ali pa prave ženske, ali pa kdo bo hotel mene v službo zdaj. Večkrat znova igram vlogo žrtve, da sem zaciklana, da se vrtim v nekem krogu. Karkoli je sugestija, ki si jo ponavljate in veste, da ni koristna. In seveda, kakšna bi bila boljša, bolj koristna sugestija. Vse, kar rabimo od vas, je 2 konkretna stavka. Ali pa v resnici ni trenutno, da sta dolga stavka to. To meni, recimo, če se nekdo skozi ponavlja, nisem lepa, bo lahko nova avtosugestija, ki se bo zdaj ponavljal, lepa sem, ali pa lep sem. Ja? Ali pa nekdo govori, ne morem shujšati, nova sugestija, z dneva v dan se gibam, zdravo prehranjujem in pridobivam ali pa se bližam moji idealni telesni teži ali pa zdravi postavi ali pa obleki, ki sem jo nosila prej in tako naprej. Torej, napišite na info@mastermind.academia.com. Prvič, stara sugestija, drugič, nova sugestija. Tista, ki mislite, da bi bilo prav, da bi jo ponavljali znova in znova in znova in znova.